Lep pozdrav nazaj v Pismo Uku. Danes sem se Damjanu Rističu pridružil Janez Gorenc. Damjan, zaključujeva cikel oddaj o pregovorih. Nekako malo bova jih povzela, malo pregledala in odprla tudi smerice za naprej. S tabo smo popotovali v tem ciklu skozi pregovore. Če malo obnovimo, za koga so bili pregovori napisani, v kakšnem kontekstu so nastali, da mogoče malo to obnovimo. Bi začela tukaj? Ja, začniva tukaj. Torej, še lep pozdrav od mene, dežurnega Pismo Uka v tem podcastu. Ja, seveda vprašanje je zelo dobro. Za koga so te pregovori napisani? In seveda, če se spomnimo prvega poglavja, potem vidimo, da je to napisano za mladeniča, za mlade, za preproste in za vse tiste, ki so pripravljeni prisluhniti modrosti, ki so pripravljeni se učiti in zaradi tega so bolj preprosti mogoče. Ne posegajo neke globoke sfere modrosti, ezoterične, ki bi jo morali nekako razumeti, da bi dognali, da bi lahko modro živeli. Značilno za pregovore je, da so preprosti, da so ponavljajoči se. In s tem pomagajo tistemu, ki jih posluša, da se globlje uči poslušati. Čeprav zdi se dokaj površno vse skupaj, ponavljajoče. Ampak tisti, ki jih posluša, počasi globlje in globlje prodira v to, kar modrost je. In se mi zdi, da je ena od glavnih stvari, ki označuje tukaj modrost, je modrost življenja skupaj z drugimi, ki je preudarna, ki upošteva drugega, ki upošteva meje, tako moje kot meje drugih, pa ne zato, da bi se omejevali, ampak zato, da bi znali skupaj živeti na prav način, si deliti stvari na pravi način. Tudi življenje uživati. Namreč, če pozna človek svoje meje, potem pozna tudi užitek. Kajti užitek je zgolj znotraj meja zares užitek. Sicer je nekakšno tveganje, recimo, kaj se na področju spolnosti, tukaj govori ali pa pohlepa ali pa pridobitništva. To so neke stvari, kjer ljudje najbolj običajno padajo. Če si postavimo načrte, jasne cilje in vrednote, potem bomo znali te stvari, ki jih bomo pridobili na pošten način, tudi uživati. Sicer nam preti slaba vest, posledice slabih dejanj sledijo. Nekako je svet pregovorov dokaj črno-belo orisan. Seveda, življenjska situacija ni taka črno-bela, ampak je vedno nekje mešana. Ampak nič hudega, vendarle pregovori imajo namen, da ljudem postavijo vse nekatere okvire, znotraj katerih se učijo razmišljati. Nekateri okviri pač veljajo, so tukaj. In kdor jih prepozna, ta je moder. Ena od glavnih stvari, ki jih človek pridobi, s čimer si pridobi modrost, je, da posluša. Da uboga. Zato ves čas slišimo, poslušaj, sin moj, poslušaj, mladenič, zdaj pa res poslušaj. In modrost kliče, poslušajte vsi, pridite, poučite se. Gre za to, da človek mora biti odprt, za to, da opazuje stvarnost okrog sebe, ljudi okrog sebe, pa tudi sebe, da sebe pozna, da ve, kako deluje v tistem okolju, ki se v vsakem okolju se človeku ponuja nekaj dobrega, ponuja se mu pa tudi nekaj slabega. No, in moder človek bo znal izbrati dobro. No, Damjan, meni so se porodile misli o prebiranju. Knjiga pregovorov je po eni strani zelo preprosta, kot si sam rekel, tudi črno-bela, ampak dozdeva se mi, da prav kleje modrost, da modrost ni nekaj, kar zakomplicira življenje, ampak je nekaj, kar ga naredi lahkega, v katerem se lahko uživa. Kljub temu pa si tudi samo omenil, da življenje ni črno-belo, da je velikokrat bolj težavno. Zato bi moje naslednje vprašanje bi šlo v smeri, kaj bi bila prednost te knjige, pa mogoče kakšna kritika na račun te knjige, kje pa ta knjiga mogoče ni dovolj jasna, pa bi bila lahko bolj. To se pravi, ta knjiga, mi smo prebrali do 9. poglavja. Poglavja od 1 do 9 so zelo pomembna.
Namreč so nekako preprost priročnik za to, da se človek uči modrosti, da posluša, da začne osnovne zadeve razločevati v življenju med dobrimi in med zlim. In včasih nam je pravzaprav dosti to, da mi te osnovne korake poznamo in prepoznamo. Poleg tega pa ni samo to. Poleg tega pa se učimo prepoznati ta svet kot simbol tudi, ne? Se pravi, modrost je tukaj predstavljena kot ženska, ki se predstavlja. To se pravi, nekaj potrebno abstraktno mišljenje, vendarle. Ni samo, to je prav, to je narobe, to delaj, to ne delaj. Čeprav je veliko tega v tem besedilu. Pa kasneje tudi v vseh ostalih pregovorih, ki sledijo, h katerim upam, da se bomo še vrnili, ker splača vseh brati skupaj. Ampak preden se bomo lotili preostale knjige, bomo šli nekoliko tudi v Novo zavezo. V čem je kritika lahko? To se pravi, da je svet nekoliko preveč poenostavljen. Z kakšnim logičnim razmišljanjem pridem do spoznanja, kaj je prav in narobe in kdo je potem kriterij, kdo je glavni kriterij za to. Mogoče tukaj ni čisto jasno, še prav posebej ne v teh poglavjih, pa v knjigi pregovorov, ampak tisto, kar je kriterij, manjka namreč bolj jasen, oziroma nekdo, ki je kriterij. Je to omenjeno, strah gospodov je začetek modrosti, se pravi, kriterij je Gospod, se pravi Bog, je kriterij za to, kaj je dobro in kaj narobe. In kako pridemo mi do tega? S tem, da razmišljamo, da smo odprti, da razmišljamo, da se učimo. In potem je nekakšna vizija tega, če boš tako delal, potem boš blagoslovljen. Če ne boš tako delal, boš pa preklet. Ampak izkušnja življenjska je takšna, vsaj na videz, da včasih tisti, ki delajo narobe, imajo več od tega, kot tisti, ki delajo prav. Vse tako se zdi. Če površno beremo, če pa beremo nekoliko bolj poglobljeno, pa vidimo, da tisti, ki dela prav, pa tudi če nima veliko, dejansko tisto, kar ima, tisto lahko uživa. V Svetem pismu so seveda še druge modrostne knjige, o tem smo govorili že v prvih 2 oddajah, se mi zdi, ali pa v drugi oddaji Pismouka, ki poglobita ta pogled, ki kritizirata to, poenostavljeno vizijo sveta kot človekov rezultat dobre in slabe izbire na podlagi tega, kar imenujemo strah gospodov, ker tukaj še niti ne vemo, kaj to točno je. Smo rekli, tukaj je Jobova knjiga, ki je direktna kritika takšne, popularne duhovnosti mogoče, ne? Kjer pa človekova bolečina, kjer človekova tema preizkušata vero v to, da je človek sposoben narediti dobro izbiro. No, Jobova knjiga je ena od tistih, v kateri bomo zagotovo prišli dosti kmalu, ker je zelo pomembna. Druga je pa seveda nekakšna ravnovesje med Jobom in pa med pregovori, je pa Pridigar. Pridigar pravi, res je, vse se da preveriti, preštudirati in tako naprej, ampak kaj na koncu ostane? Na koncu ostane, da življenje, ki ga imamo. In to življenje moramo živeti ne glede na vse, na dobro in na zlo, tako da ga bomo se veselili, da bomo zanj hvaležni. Vse ostalo, kar počnemo, glede na to, da bi si pridobili modrost in tako naprej, je relativno. Tisto, kar pa je zagotovo, je življenje, ta trenutek, ki ga imamo. Ne? To je pa Pridigar. Vse to je, nad vsem tem je kralj Salomon. Salomon je judovski kralj, Davidov sin, to je bil drugi kralj tretji pa zapravo nad Izraelom, ne? Če je bil prvi Savel, potem David in potem je njegov sin Salomon. On velja za nekoga, ki je zbiral pregovore, ki se je poglabljal v modrost in iskal način, kako priti do globokega spoznanja Boga. Zato je neke vrste, recimo, zavetnik vseh, ki iščejo modrost, kralj Salomon. Ja, Damjan, v bistvu si zdaj odprl še naslednje vprašanje. Sprav, zasledimo v pregovorih kralja Salomona, ne? Po drugi strani pa tudi neki pismouk notri. Ja, Pismouk je, se pravi, tudi naslov našega podcasta. Ja, to najbrž nisi ti, no? Jaz upam, da sem vse malo pismouka. Jaz upam, da bomo vsi kmalu malo pismouki.
da bomo znali razumeti, brati knjige in jih tudi razumeti. Namreč eno je, da znaš pisati in znaš brati, drugo je pa tukaj, kar nas učijo knjige modrosti, da znaš resnično brati in resnično razumeti in se učiti. Ne samo površno. Eno je, da znaš prebrati in da si narediš hitro sodbo, drugo je pa, da razmišljaš, da preverjaš in se poglabljaš, si mogoče malo puliš lase in ne veš, kaj bereš, dokler se ti nekako ne razjasni. Pismouk je taki, tudi mladeniča uči. Tukaj se predstavlja kot oče. Ne? V resnici gre za učitelja, ki skrbi za mladeniče in tudi za mladenke seveda in jim želi, da bi postali modri. Pismouk je učitelj v modrosti. No, ta stvar ni kar tako nepomembna. Pismouk je med drugim tudi Jezus. Svet za kristjane je to zelo pomembna, centralna osebnost, ki uči modrost. Ampak njegov nauk o modrosti je seveda, kako bi rekel, v primerjavi s pregovori, postdoktorski pristop k modrosti. Ne? Mi bomo šli kmalu tudi se učiti od Jezusa, ki je učitelj modrosti. Ne? In upam, da nam je začetek, začetni tečaj modrosti iz pregovorov pomagal, da bomo nekoliko lažje vstopali v skrivnost zagonetk, mešalim, kot se imenujejo pregovori. To so zagonetke, uganke, s katerimi se mi moramo ukvarjati, da razumemo, zakaj gre. Ne? Ena takšna, recimo, zagonetka, uganka je, ali pa prispodoba, recimo, vzemimo tega, lenuh pa uči se pri mravlji. In zdaj potem razmišljaš, kako mravlja deluje, kako pa ti ležiš v postelji, ne? In nič ne delaš. Ta je dokaj preprosta. Ne? Ampak druge stvari, zgodbe so bolj kompleksne in so nekakšne primerjave, v katerih naj bi se prepoznal. In te niso vedno tako očitne, kot je primerjava z mravljo. Ja, to je ta pristop. Pismouk je pomembna osebnost, pismouki naj bi na nek način postali vsi, pa ne samo zato tega, da znamo brati, ali pa da nekoč preberemo Sveto pismo, ampak zato, da ko beremo, tudi poslušamo in se učimo, kot pravijo pregovori. No, učitelj ali ta naš pismouk, ne, se poslužuje tudi ene prvine, no, ponavljanja bi lahko. Čemu je ta namen? Poskuša poudariti določeno stvar, ali je to kakšen retoričen pristop, ali ima kakšen globlji pomen to tudi? To je vse je res. Ne? To se pravi, hkrati je to metodičen, retoričen način, da dobim pozornost, poslušaj zdaj. Ne, to tako rečemo nekomu, poslušaj. In potem neha človek poslušati. Včasih. Ne, drugič pa seveda, če je pripravljen na poslušanje, bo to iztočnica, kjer bo napel svoje ušesa, odprl svoje srce in poslušal. Sicer pa ima pa še mnogo več kot to, ima zelo močan duhovni pomen, namreč Bog ustvarja na začetku tudi Geneza, se pravi prva Mojzesova knjiga, tudi k tem poglavjem se bomo, upam, da zelo kmalu se bomo šli k njim, to je Geneza od 1 do 12. No, tam v prvem poglavju Bog ustvarja z besedo. Naj bo nebo in zemlje, ne, z besedo izgovarja in tisto, kar sliši, tisto nastane. In potem tudi kliče svoje izvoljeno ljudstvo, poslušaj o Izrael. Ne, to je zelo znana iztočnica, s katero kliče svoje ljudi k poslušnosti. In poslušati pomeni udejanjati se. Mi nismo tisti, ki smo začetniki življenja, ampak tisti, ki smo prijemniki življenja. Zato tudi tisti, se pravi oče ali učitelj modrosti, pravi poslušaj, pomeni živi, bodi, postani. Vse to je tukaj vzadej tudi. No, to ni čisto očitno, ampak to je zelo močan vidik tega. Poslušati pomeni postajati, biti, se spremeniti. Pregovori so del Stare zaveze. Kakšno vlogo igrajo v tem opusu? Kako mogoče vplivajo tudi na druge knjige, ali pa so morda citirani v drugih knjigah? No? Malo. Ja, pregovori so zelo pomemben del, namreč mešalim, pregovori ali pa mašal, to se pravi uganka, je zagonetka
in pomeni poziv k poglobljenemu procesu razmišljanja, ukvarjanja s stvarnostjo, ne? Lastno in tako splošno tudi. Zato se poslužujejo ugank, pregovorov, prispodob praktično vse knjige. Tudi preroške knjige. Kot smo rekli, Stara zaveza ima tudi preroške knjige, ne, ki govorijo o stvarnosti, ki se dogaja, ki razkriva dejstva sveta ali pa družbe. Recimo to, da je neka korupcija v državi, v družbi. Ne. Takšne stvari lahko povemo, enostavno rečemo, da je korupcija, drugič pa lahko rečemo, to opišemo s kakšno prispodobo. Recimo z prispodobo nezvestobe. No, ta je recimo ena od tistih. To se pravi, Bog se je poročil z svojim ljudstvom, ne? To pa je postalo kakor prostitutka. Ali tujka, kot tudi. Ali pa je šla s tujko ali s tujcem. Ne? Se pravi, tukaj imamo povezave. Če poznamo, zato je dobro izhodišče začeti brati Sveto pismo in jaz upam, da bojo naši poslušalci z nami vztrajali na tej dolgi poti. Bomo spoznavali ogromno stvari. Kot rečeno, obrnili smo šele 5 strani Svetega pisma zaenkrat do 1400 teh. To se pravi, ta pot modrosti, učenja, in to je tista glavna stvar, je še dolga in bogata. No, pregovori so modrost, no? Je modrost, ki je nekako povezana bolj z življenjsko izkušnjo. Ubesedena modrost na nek način je prav tako postava, ne? Kakšno je razmerje med pregovori in postavo? To se pravi, pregovori zajemajo iz človeške izkušnje, bi rekel, vsakodnevne, največkrat. Z njegove ustvarjenosti, omejenosti, to, da sem moški, da sem ženska, da sem mlad, da sem star, da nekaj imam, da nečesa nimam, da se lahko odločim za nekaj dobrega, za nekaj slabega. Vse te izkušnje, da sem lačen, da sem žejen, da sem ubog, da sem bogat, vse te stvari so izkušnje, iz katerih se učim, in to so človeške izkušnje. Kot smo rekli, Judje niso edini narod, ki ima seveda pregovore, so nekateri izmed njihovih pregovorov so identični s pregovori iz Egipta recimo, ali pa iz Bližnjega vzhoda tistega časa, niso nekaj izjemnega v tem smislu, so pa seveda človeški, splošni, medtem ko je postava, no to je en tak pojem, ki ga mogoče še mnogi od naših poslušalcev ne poznajo. Postava je pa tisto, kar Bog razodene, da je dobro ali pa ni dobro. Bog razodene to, kot vemo, v Stari zavezi s pomočjo postave, se pravi zapovedi, ki jih da Mojzesu, in Mojzes potem da svojemu ljudstvu, se pravi Izraelu, ki naj bi se teh zapovedi držali. Vkolikor se jih bodo držali, bodo imeli blagoslov. Ukolikor se jih ne bodo držali, jim bo ta blagoslov odtegnjen. Ne zato, ker bi ga Bog želel odtegniti, ampak ker so se mu oni sami odpovedali. Se pravi, modrost je v tem primeru razumeti postavo, razumeti njenega duha in pa s tem tudi razumeti postavodajalca. In če razumem tega, ki daje postavo, to je Bog, ne, razumem tudi, kako naj se jaz vedem do drugih ljudi okrog mene. Seveda ta postava je, potem poglabljanje v postavo je sinonim za to, da postajaš moder. Moder človek kaj dela? Poleg tega, da razmišlja, kaj je prav in narobe, se tudi ukvarja s Božjo postavo, z Božjimi zapovedmi in prepovedmi, noč in dan. Ne? In tudi glede tega, seveda, so ljudje lahko mladi, lahko so pa stari, lahko so neizkušeni, lahko so pa izkušeni. Mlajši ljudje se držijo postave predvsem kot nekakšne vodnice, ki pove točno, kaj je prav in kaj narobe, dočim ko starejši, modrejši že razumejo duha postave in jo lahko izpolnjujejo po naravi. Še ena stvar je, ki je zelo pomembna za postavo, in to je iz 5. Mojzesove knjige, kjer piše, da je postava zapisana v človeškem srcu. Ni daleč od človeka, ni nekje na nebu, da bi moral do nje, ali pa nekje pod zemljo, da bi moral se spustiti tja. Je že napisano v človeškem srcu. Se pravi, da je postava nekaj, kar je človeku blizu, se pravi, Bog sam je človeku zelo blizu. Modrost je torej poznati postavo, modrost je tudi razvijati vrline s pomočjo pregovorov, ne?
in tako se približati Gospodu. Ne? To sta te dve poti mogoče. Ja, to je to. Ja. Sam si prej omenjal tudi strah Božji. Dozdeva se, saj moja izkušnja je taka, tudi strah Božji ponavadi se pojavlja bolj v Stari zavezi in ponavadi ga tudi malo povezujemo z podobo Boga, ki je sodnik. Pa je res ta strah Božji nekaj takega, ali je to res nakazuje na eno Boga, ki je sodnik, ki kaznuje, ali je ta strah Božji nekaj drugega? Tukaj se mi zdi, da je pomembna ena druga paralela. Seveda, Bog je po svoje strašen, ne? Zato ker je veliko večji od mene, oziroma jaz imam, moje bivanje je odvisno od njega. To se pravi, to je strašno po sebi. Ne? Po drugi strani pa je Bog, se ga vedno primerja tudi starši. Se pravi, starši te imajo radi, starši te želijo dobro. Poslušaj starše. Hkrati pa potem slišimo tudi ob tem, poslušaj Boga svojega, ker on ti dobro hoče, on ti noče slabo. Ampak če ti ne spoštuješ staršev, jih ne boš poslušal. Če ne spoštuješ Boga, ga ne boš poslušal. In pot strahu Božjega je namreč spoštovanje do Boga. Ne gre za tisti strah, ker bi se jaz moral skriti nekam in tresti se. Ne? V Genezi imamo en primer, namreč Adam in Eva, ne, ko sta nekako jedla tisti prepovedani sad in ugotovita, da sta naga, se skrijeta. In potem Bog jo išče in reče, kje sta, ne? Adam, kje si? In reče, skril sem se, ker me je bilo strah, ker sem bil nag. Kdo ti je povedal, da si nag? Ne? Se pravi, strah tukaj je neumesen, ni pravi strah pred Gospodom, da si moral pred njim skriti ali karkoli. Ne. To je spoštovanje, ki ga imam do Boga, je tudi hkrati tudi ljubezen. Tudi človeka, ki ga ljubim, ga cenim in nekoliko trepetam, da bi to ljubezen ohranil. Ne? Mogoče je veliko boljše razumevati na ta način, kot pa na strah in grozo. Kako pa pregovori vplivajo na novo zavezo? No? Sam med prebiranjem pregovorov nekako se mi zdi, da bi jih lahko tudi Jezus napisal. On kot Jud najbrž je poznal dobro pregovore, ne? Ja, vsekakor. Mi bomo zdaj brali Markov evangelij in tam bomo naleteli na ogromno pregovorov, prispodob in ugank. Kajti Jezus uči, njegov glavni nauk je nauk o Božjem kraljestvu, o tem bomo več spregovorili v naslednji predoddaji, pa potem seveda skozi branje Markovega evangelija. Tudi Božje kraljestvo je prispodoba, je uganka, hkrati pa tudi nekakšna stvarnost, ki jo bomo spoznali, ampak jo ne moremo spoznati, tako bi rekel, linearno, binarno, ampak jo moramo spoznati počasi, izkustveno, z vsem bitjem. O teh stvarih bomo še se pogovarjali. Ključno, Jezus je dejansko učitelj modrosti in ne samo to, on sam je modrost, ne? Tako bi rekel, se on tudi sam predstavil, še posebej v Janezovem evangeliju. Mi bomo sicer brali Markov evangelij, ampak kdor ga bo poslušal, bo prepoznal v Jezusu tudi to gospo modrost, ki kliče na trgih, na cestah in vse posod, pri mestnih vratih, na gostijah. Ja, to so zelo jasne paralele. Zato sem tudi izbral najprej pregovore kot izhodiščno knjigo, tudi za branje nove zaveze. Sej nova zaveza ni nekaj drugega kot stara zaveza, v smislu, da bi bila iz neke druge kulture ali pa še zmeraj spada v judovstvo. In Jezus je Jud in seveda on zelo dobro pozna vse te stvari. Te stvari od majhnega poslušal. On se je učil tudi od svojih staršev, verjetno še kakšnih drugih učiteljev, kako pridobivati modrost. Ne? In je seveda se prebudil v to, kar je, ne? V spoznanje, ki ga bomo mi skupaj odkrivali s pomočjo Markovega evangelija od zdaj naprej. No, Damjan, hvala za ta pojasnila, da si vzel čas in nam še bolj odprl svet v pregovore.
Jaz bi na tem mestu povabil naše poslušalce, da mogoče všečkajo našo stran na Facebooku in jih povabiva lahko na tem mestu tudi, da nam kaj pišejo z njihovimi razmišljanji o posameznih knjigah. Ja, hvala vsem, ki ste vabilo za pismo Uka sprejeli na Facebook strani. Povabljeni tudi, da se pridružite skupini na Facebooku, kjer bo lahko potekala bolj nekakšna komunikacija, dialog med tem, kar beremo in kar poslušamo. In vaša vprašanja bojo zelo dragocena. Bodisi, če nekih stvari ne razumete ali recimo, da bi želeli vprašati, čeprav razumete ali kaj podobnega. Jaz upam, da ne glede na to, ali ste kdaj že Sveto pismo brali, ali ga imate, ali ga nimate, ali ste verni ali niste verni, da boste se podali še naprej na to pot in odkrivali te nove svetove, za marsikoga popolnoma nove svetove. Jaz moram priznati, jaz berem Sveto pismo od svojega 14. leta naprej, to se pravi zdaj že to kar nekaj let. In tudi seveda sem študiral. Mogoče ne poznajo toliko moje zgodovine poslušalci, sem jezuit in sem se pravi akademsko biblični teolog, se pravi pismo Uk, na nek način po starem. In moja specialiteta je študij nekakšen bil poglobljen v smislu razumevanja prispodob, prerok, tudi sanj in vsega tega, kar Sveto pismo še vsebuje. Mi se še nismo dotaknili vseh teh stvari. To je še vse pred nami. In seveda to zahteva poznavanje praktično celega Svetega pisma, ker vse te oblike se pojavljajo v vseh knjigah. Tako da, ja, dobrodošli z nami na poti in se slišimo v naslednjih podcastih. Se slišimo. Lep pozdrav. Lep pozdrav.